Tako, vreme je, bomo rekli, primerno poletju, torej vroče, zato je dobro, da pač tudi poskrbimo za našo kožo. Zelo veliko je izdelkov na našem trgu, ki nekako niso najbolj naravni in lahko s tem tudi ne da samo zaščitimo kožo, ampak hkrati tudi lahko poškodujemo. Danes bomo naredili eno takšno naravno domačo kremo z zaščitnim faktorjem. Sicer ne bo ta zaščitni faktor tako močen, zato je ta krema primerna nekako le bolj za odrasle osebe. In pa preden jo seveda uporabite na, bomo rekli, na močnem soncu, jo preizkusite na kakšnem delu kože, da boste videli, kako sploh reagirate. Naravna krema v bistvu je narejena iz masel, iz olja in pa z dodatkom cinkovega oksida. Cinkov oksid je v bistvu nič druga kot samo nek mineralni filter, ki naredi zaščito na koži. In če mogoče veste, naravne kreme ponavadi puščajo tako belo sled, to je cinkov oksid, se ne vpije v kožo, na koži pa naredi tak filter, da odbija ta UVA in UVB sončne žarke in s tem preprečuje poškodbo kože oziroma premočno pordečitev kože. Zdaj, koliko ga bomo dali v našo kremo. Določene recepti imajo tako, da več ko daš cinkovega oksida, naj bi bila večja ta UV zaščita, torej ta faktor zaščitne kreme. Ampak tukaj imam sicer preverjen recept, točno koliko cinkovega oksida gre, da dobite vi danes kremo z zaščitnim faktorjem 15 do 20. Težko je določiti brez laboratorijskih raziskav faktor, zato prosim upoštevajte res točne grame in ne delajte kar nekaj na pamet, saj si lahko s tem kvečjemu tudi še škodujete kot pa karkoli drugega. Drugače je pa to čist naraven proizvod in ne škoduje našemu telesu. Pa da gremo kar k manjši predstavitvi. Torej, danes bomo uporabljali karitejevo maslo. Tega smo že kar nekajkrat uporabili v teh naših predstavitvah. Uporabili bomo tudi kakavovo maslo in pa olja. Lahko uporabite tudi kar navadno hladno stiskano olivno olje. Dobro pa je, da uporabite kombinacijo določenih olj, ki že nekako naravno vsebujejo manjše zaščitne faktorje. Eden izmed takih je tudi mogoče korenčkovo olje. Korenčkovo olje si drugače lahko pripravite tudi sami doma. Na takšen način, da korenje preprosto naribate in ga namočite na olivno olje. Dobesedno pripravite macerat, ki ga kasneje uporabite za izdelavo domače zaščitne kreme. Njegov zaščitni faktor pa je nekje, če uporabite samo olje, nekje 6. Tako da to ni zdaj neka velika zaščita, je pa mogoče treba večkrat ponavljati, da ne pride do prevelike pordečitve kože. Naša krema bo v obliki mazila, torej ni na vodni bazi, ni vodoodporno in zato ga je treba po vsakem kopanju oziroma na vsake toliko časa nanesiti na našo kožo. Čisto preprosto, tukaj že imam raztopljeno karitejevo in pa kakavovo maslo. To je dobro, da najprej raztopite. Temu preprosto potem dodamo, odmerimo vsa olja, natančen recept dobite na koncu posnetka. Odmerite vsa olja, dodate mešanici kariteja in kakava, malo premešate. Temu pa dodate še 5 gramov rastlinskega glicerina. Poskusite biti, če se le da, čim bolj natančni. Glicerin pomaga preprečevati tudi izsuševanje naše kože. Takole. In pa
cinkov oksid, tega pa rabimo 15 gramov. Zgleda pa kot takšen prah. To bo potem obarvalo našo kremo in bo, se pravi, na naši koži potem pusti takšno belo sled. Malenkost, še malenkost. Pri pripravi teh domačih krem se prosim res držite receptov. To vse skupaj zaenkrat dobro premešamo. In postavimo na hladno, lahko v hladilnik za nekaj časa ali pa v zamrzovalnik za nekje 15 minut. Potem bomo vse skupaj samo še dobro stepli oziroma zmešali z električnim mešalnikom, da nastane takšna pena, pa tudi ta cinkov oksid se bo lepše razporedil po naši kremi. Torej, naša krema je čisto naravna, ne poškoduje naše kože. Kot sem povedala, ta krema bo imela zaščitni faktor nekje 15 do 20, ni vodoodporna in je primerna samo za odrasle osebe. Zakaj samo za odrasle osebe? Zato, ker je zaščitni faktor prenizek za dojenčke oziroma majhne otroke. Eteričnih olj ne dodajamo, mogoče bi lahko dodali eterično olje sivke, sploh pa ne uporabljate eteričnih olj citrusov, ker so lahko fototoksični in povzročajo potem poškodbo kože. Lahko dodate mogoče še kakšen vitamin E za dodatno zaščito kože. Tako, pokažemo še potem na koncu, kako pride, ko je mešanica stepena. No, takole pa izgleda potem naša krema, potem ko je bila v hladilniku in smo jo stepli v takšno smetano. Krema je zelo mazljiva in primerna za uporabo. Dobro je, da jo mogoče imate hranjeno nekje na hladnem, zelo lepo pa se obdrži tudi na sobni temperaturi. Pa lepo poletje!